Živja družba, spet sem jaz. Obljuba dela dolg. Prejšnji teden sem vam obljubila, da bom delila z vami, kako si pripravim jutranjo kavico ali pa popoldansko. Ker ni lepšega, kot začeti dan s slastno kavico ali čajem. Vem, da ne bom zmagala na kakšnem kuharskem natečaju s to zelo komplicirano sestavo moje pijače, ampak kljub temu zna biti kakšna taka tako zelo enostavna zadeva velikanski izziv za nas, še posebej na začetku, če se nam zgodi, da pač vid izgubimo tekom življenja. Prvi nasvet na to temo moj bi bil, da predstavljajte si, da ste kuharske zvezde na televizijskem programu in si pripravite čisto vse sestavine in pripomočke na delovno površino, preden začnete karkoli ustvarjati. Zakaj? Ker zdaj se pač ne da spontano iskati kaj v hladilnik ali pa v kakšno omarico, ker se medtem lahko zgodi nešteto nesreč. Lahko se nam hrana zažge, lahko se nam kaj bolije in tako naprej. Tako da v izogib kakršnikoli težavam, raje vnaprej pripravite vse, kar boste rabili. Aha, pa še nekaj, ne vem, če ste opazili, da imam pa danes majčkeno bolj prazničen pulover. Tukaj v Mehiki, saj veste, je dežela zabave, praznovanj, veselja. So že bogate decembrske vibre. Tukaj je še en dodaten praznik, bom ob kakšni drugi priložnosti pojasnila, ampak vsi so že zelo praznično razpoloženi in veseli in ta vrtinec veselja je tudi mene potegnil vase. No, pa začnimo s kavico. Pred menoj je lonček za kavico in vanj bom z vrča nalila vodo. Najprej sem si seveda umila roke, boste takoj razumeli, zakaj. Jaz jasno, da ne vidim, kdaj je lonček poln, tako da si pomagam z mojim kazalcem leve roke. In ga postavim v lonček in z njim označim, do katere višine želim, da ga napolnim z vodo. Ker imam jaz rada kavico z mlekom, bom pustila malo prostora še za mleko. Seveda se bom prepričala, da bo voda z vrča šla v lonček, ker sem nekajkrat že tudi fino pomila mizo. Takole. Zdaj pa voda dosegla, mislim, da je majčkeno prepolno. En del vode bom nazaj zlila v vrč. Težava je bila v tem, ker sem preveč nagnila vrč. Takole. Preverim. Zdaj pa bo v redu. Takole. Lonček bom odnesla v mikrovalovko. Jaz imam čisto običajno mikrovalovno pečico, ampak je bil Diego tako prijazen, da je majčkeno prilagodil za moje potrebe. On je kar silikonom označil najpomembnejše gumbe, in sicer številke od 1 do 9, pa ničlo seveda, on je naredil pikice. Potem za kokice, za odmrzniti hrano in pa za start. Jih je označil pač s silikonom, zaradi tega, da jaz prav tako, ker jih ne vidim, ampak s tipom pa lahko zaznam, kje je katera. Zdaj bom pa lonček previdno nesla v mikrovalovko, jo odprem, postavim na sredino, zaprem in poiščem enko. In petka je pa neposredno pod dvojko. Meni je všeč pogreti jo za minuto 15 sekund. Še malenkost manjka, pa bo moja voda dovolj vroča, da pripravim svojo kavico. Evo. Odprem mikrovalovko, poiščem lonček in zaprem mikrovalovko, ker sicer bom vrata srečala ob kakšni drugi priložnosti. Z levo roko bom poiskala mizo, da ne bom lonček postavila v zrak. Takole. Zraven imam že žlico, kavno žlico, in pred menoj sta dva lončka. En lonček je za sladkor, drugi je za kavo. Zdaj je več možnosti, da si pomagate, da veste, kateri je kateri. Lahko bi uporabila različna lončka, ne vem zakaj. Jaz imam oba dva v istem, verjetno zato, ker v teh lončkih prodajajo tule kavo. Lahko si jih tudi označite samo lepilno folijo in nanjo napišete v brajlu, kaj je kaj. Tudi tega nisem naredila, verjetno sem preveč lena. Ampak se pa spomnim, da sem pa prav danes zjutraj napolnila lonček s sladkorjem, zaradi tega bi moral biti po vseh zakonih tale, ki je težji, sladkor. Ga bom odprla in za vsak slučaj z vonjem preverila. Je sladkor. Zdaj, če kuhate kakšno drugo zadevo, lahko tudi poskusite, tudi okus vam lahko pomaga vedeti, katera je sestavina. Zakaj? Še vedno je boljše, da pač poskusite sestavino, preden jo daste v lonec. Verjetno ne bi radi jedli sladkega riža ali pa sladkih makaronov.
Takole, zdaj pa tale lonček s sladkorjem čim bolj približam lončku z vodo. Zakaj? Zaradi tega, da se mi ne strese na poti od tam, kjer ga zajamem žlico. Evo, zdaj pa žlico zajamem, eno žlico sladkorja, jo stresem v lonček. S palcem in kazalcem sem prijela zgornji rob lončka, zato da vem, kam je treba stresti sladkor. Tudi to sem se naučila na podlagi napake, ker sem že nekajkrat zelo lepo zdekorirala mizo s sladkorjem in s kavo. Takole, zdaj pa takoj zaprem tale lonček za sladkor, ker jaz kasneje ne bom opazila, da sem ga pozabila zapreti. In če ga ne zaprem, lahko po nesreči stresem in nič kaj luštno ni pospravljati. No, zdaj po vseh zakonih bi pa tole morala biti kava. In tudi je. Enak postopek, približam lonček s kavo, lončku s toplo vodo, vročo vodo. In isto, pač meni je všeč z eno žličko kave. Jo stresem v lonček in pomešam. Zdaj pa manjka samo še pika na i, mleko. Meni je všeč pač kava z mlekom. To je pa majčkeno bolj zapletena zadeva, imam še vedno. Tale je popolnoma poln, tako da bom jaz lonček s kavo dvignila, ker ne morem tetrapaka toliko nagniti, da se ne bi polila. Takole, odpiram. Edina informacija, ki mi bo pri tem, bo ta, da bom slišala, kdaj bo mleko pač padlo v lonček. Mislim, da je majčkeno že. Evo, to bi moralo biti zadosti. Takole. Pa pomešam potem še, ko je kava z mlekom narejena. Takole, kavica je pripravljena. Sem prej že eno drugo pripravila, tako da bom zdajle Diega povabila na vrt na eno kavico. Če želite, greste lahko z nama. Se bo ohladila, preden pridete na ta konec sveta, ampak lahko si pa pripravite svojo. Upam, da je bil tale nasvet za vas uporaben, če ste tudi vi slepi ali slabovidni, ali pa če imate kakšnega družinskega člana ali prijatelja, ki ima tako situacijo. Če pa to gledate samo iz radovednosti, pa upam, da sem vam popestrila kakšen trenutek. Se vidimo prihodnji četrtek spet tukaj, zagotovo kakšno zanimivo zadevo. Adijo!